Zato pozdravljam na naši sredi predsednika Zadružne Kraške banke in predsednika Zadružne banke Dobrodobsvodne. Dobrodošla v naši sredi, hvala, da ste se odzvali vabilu. Večer bo vodil Julči Čavdek in bo podajal besedo, prosim. Hvala lepa. Torej, najlepša hvala za udeležbo in lep dober večer vsem, še posebno našima gostoma, Robertu Deveti, predsedniku Zadružne banke Dobrodobsvodne in Adrianu Kovačiču, predsedniku Zadružne Kraške banke. Najprej dovolite eno majhno opravičilo, predvsem Robertu, ker v Novi Glas je šla ena napaka moja glede imena oziroma priimka in se opravičujem že sedaj, da je to prišlo pač čez podrsljaj. Se nam je zdelo primerno tudi, da eno srečanje pod Lipami posvetimo našim dvem slovenskim bankam, ki opravljajo pomembno delo v naši sredi, v naši družbi, ne samo slovenski, ampak tudi širši deželni družbi. In da malo bolj spoznamo vlogo, ki jo imajo predvsem zadružne banke v prostoru, v družbi, tako za gospodarstvo kot za društva, za kulturo, za šport in vse, kar se vrti v našem vsakdanu. Seveda, dolžen sem tudi povedati, da če sta ti dve banki, recimo v veliki večini slovenski, deluje v naši sredi tudi Čedajska banka, ki ima nekatere poslovalnice, ki so izraz bivše kmečke banke in tudi tam je en del Slovencev, ki se te banke poslušuje in ki v tej banki ima svojo zaposlitev. Glede tega mogoče še kdaj drugič, tako da ne izrabimo vseh argumentov v enem samem večeru. Začeli bi z vprašanjem obema, seveda najprej, kar se tiče tako ene osebne izkaznice in zgodovine. Oba vaša bančna zavoda sta prisotna na tem teritoriju že več kot 100 let. V teku leta je prišlo tudi do nekaterih združitev. Zadružna Kraška banka se je Openska in Brežinska združila, tukaj pri nas sta se združili Dobrodobska in Sovodenska. Zanima me, kakšna dediščina, kako je ta dediščina, stoletna dediščina, ki jo peljete naprej, pomembna v teh današnjih časih in koliko ji dajete pozornosti. Bi začeli z Robertom. Hvala lepa. Torej, kot je bilo podčrtano, naša banka deluje na tem teritoriju že več kot 100 let in je današnja oblika, tako kot je rezultat te spojitve, ki mislim, da je bila torej v 90-ih letih, sedaj ne bi zgrešeno, torej med Sovodensko in Dobrodobsko banko. Sicer govorimo o dveh bližnjih občini, vasi in torej upam, tukaj ni razlik in ni bilo velikih težav tudi pri tem združevanju tudi v preteklosti. To vsekakor je preteklost in moramo gledati v bodočnost. Tukaj se uporabljalo besedo dediščina, počrto torej odgovornost, ki jo ima danes, ki jo imajo upravitelji, uslužbenci in s to dediščino, ki praktično je kapital, na vse zadnjem, tudi če govorimo o Zadružni banki, ki je bil zgrajen v tej stoletni zgodovini strani naših prednikov in bil predan v eni zahtevni gospodarski fazi in ga moramo negovati in naprej tudi zagotoviti finančne storitve, ne samo, se bomo dotaknili potem tudi drugih zadev,
našemu teritoriju, družinam, podjetjem in vsem našim strankam. Še Adrian. Hvala lepa tudi za povabilo. Tudi Zadružna kraška banka ima več kot 100-letno tradicijo. Najprej je začela poslovati Brižinska hranilnica, potem se je ustanovila tudi Openska hranilnica in leta 1993 se mi zdi je prišlo do fuzije s priključitvijo, to pomeni je Openska šla naprej in je inkorporirala to Brižinsko hranilnico. Tudi mi, upravitelji Zadružne kraške banke, čutimo eno ogromno dediščino in tudi odgovornost, saj vemo, kako je važna banka za naš teritorij, ampak predvsem za našo slovensko narodno skupnost. Vemo, kaj je v teh letih ZKB pomenila za Tržaško pokrajino, za rast tega našega teritorija in mi, sedanji upravitelji, skušamo to dediščino peljati naprej, da čim bolje bi servisirali naše ljudi, naša podjetja in da bi jim zagotovili tisto, kar potrebujejo. Bi želel še eno vprašanje, prav da vidimo razliko med, kaj pomeni biti zadružna banka. Sicer publika je verjetno še kar precej poučena glede tega, mogoče je nekdo, ki recimo, kot sem tudi jaz, priznam, da bi me zanimalo, v čem se razlikuje zadružna banka od recimo poslovne banke, kot so te velike skupine. Tukaj so ogromne razlike. Zadružne banke imajo pravno obliko zadruge. To pomeni člani, ki so lastniki, velja pravilo en človek, en glas na občnem zboru in tudi zakon predvideva eno maksimalno višino, kar se tiče kvote v tej zadrugi. Ne glede na to višino, velja en človek, en glas. To pomeni, sedanja bančna zakonodaja tukaj v Italiji predvideva, da imamo te zadruge v Italiji. Te zadruge smo med sabo povezani s tem, da imamo ene deželjne federacije in državno federacijo Federkase. To pomeni, imamo potem tudi ene drugostopenske banke, ki nudijo nam ene določene servise, tako da smo lahko konkurenčni na tržišču napram drugim velikim bankam. Medtem ko druge velike, potem imamo svet ljudskih bank, med katerimi ste omenili Čedajsko banko, in potem v Italiji imamo še delniške družbe in to so velike, v glavnem multinacionalke in to je svet bančništva v Italiji. In mi pa imamo to karakteristiko, da smo ena zadruga in kot zadruga, kot zakonodaja za zadruge, moramo pretežno delovati na lastnem teritoriju, kjer imamo naše podružnice in moramo pretežno delovati z našimi člani. To je lahko tudi ena omejitev, ampak to je naša tudi specifika, kar nam daje eno dodano vrednost. Še Robert? Jaz bi samo dodal, torej, da poslovne banke, bodi si mi kot ljudske banke, kot poslovne banke, da zagotovimo za delovanje, moramo tudi, cilj ostaja vsekako tudi profit. Mi se pa razlikujemo od tipične poslovne banke, ki ponavadi deluje v obliki delniške družbe, da dobičke mi ne delimo, vsaj direktno ne delničarjem oziroma članom. In tako da kumuliramo te naše kumuliramo te naše profite in ko govorim torej, da ne direktno, pa lahko indirektno s podporo teh, kar delamo tudi je naš cilj, torej na nekaterih društv in se bomo potem dotakli tudi tega momenta tudi kasneje. Bi še samo omenil, torej, da
delovanje zadruge v preteklosti je pomenilo tudi določene davčne olajšave, ki se v zadnjih letih nažalost tudi vedno zmanjšujejo. Tako da upam, samo smer je tista, torej, da se skoraj istoveti, kar se tiče z davčnega vidika, poslovno banko z zadružno banko. Hvala lepa. In zdaj, če še dodatno pobrskamo malo po specifiki zadružnega bančništva, ena vaša temeljna specifika je, da pripadate slovenski narodni skupnosti, ki živi v Furlaniji, Julijski krajini in še posebej tukaj na Goriškem in Tržaškem. Kako se to kaže in recimo gotovo je, da so tudi določene težave in seveda pač prednosti in predvsem, kar se tiče ohranjanja te specifike, te narodne specifike, kakšni so izzivi, kako vidite izzive za prihodnost? Robert. Tukaj bi rekel, torej, da izzivi se tudi povečujejo s časom. Ostanemo in Slovenska banka, torej smo tesno povezani s slovensko narodnostjo, slovensko kulturo, slovenskim jezikom in mi kot stranke beležimo naše občane, ki v naših občinah, torej saj govorimo Dobrodop in Sovodnje, torej pretežno govorijo tudi slovenski jezik. Govori tudi, kaj pomeni tudi izziv, je uporaba slovenskega jezika, moramo tudi negovati torej, ta jezik, v tej specifiki. Torej, stranko skušamo vedno nagovarjati in komunicirati, tudi v tem jeziku, vendar to na drugi strani moramo pa, nažalost, se ne moremo uporabljati ta jezik tudi z drugimi sogovorniki, ki jih imamo hrbtom, ki lahko je Centralna banka, torej Banka d'Italia, naš sogovornik, torej zelo važen sogovornik je tudi Federacija zadružnih bank iz Vidma in na vse zadnje tudi, da naprej spoštujemo ta naš princip, imamo tudi včasih dvojno delo, vendar je nujno potrebno dvojno delo in včasih tudi kar znatne stroške, lahko bi tudi povedali, vendar je nujno potrebno, da ne izgubimo to našo specifičnost, ker če prišlo do tega, bi praktično izgubili torej skoraj cilj našega obstoja, vse zadnje. Ali pa Adriano? Kot je povedal sam Robert za Goriško, velja isto za ZKB na Tržaškem. Mi v letu stoletnice, leta 2008, smo zbrali nov logo in smo odločili, da se predstavimo samo s slovenskim delom imenom, ker mi smo Banka di Credito Cooperativo del Carso, zadružna kraška banka. In to pomeni, zdaj naš razpoznavni logo je ZKB. To pomeni in v vseh naših poslovalnicah je ZKB, vseh na kolikovanem papirju, to pomeni stranke lahko delujejo samo v slovenščini, prašajo izvlečke tekočega računa samo le v slovenščini in se predstavimo večinskemu narodu Trstu kot slovensko našo identiteto. In to mislim, da nam ne dela nobenih preglavic, to je za naše ena dodana vrednost, saj je ena dodana vrednost tudi za teritorij, da imamo slovensko in italijansko narodno skupnost, ki med sabo sodelujeta. In zaradi tega smo zelo ponosni na to našo specifiko in cilj je tudi, da ohranimo to našo specifiko za naprej. Ampak izzivi, ki prihajajo z novimi zakonodajami, to nas postavi tako med nelahkimi odločitvami, ampak vseeno gremo v to smer, da to specifiko tudi ohranimo. Glede na to, da sta oba zavoda, bančna zavoda slovenska, imata tudi to specifiko, da pripadate eni narodni manjšini.
sem vas hotel vprašati, imate v tem smislu odnose z bančnimi zavodami in bančnimi zadrugami drugih manjšin, recimo na Južnem Tirolskem ali pa v dolini Aoste, ali pa tudi čez mejo, recimo pri italijanski manjšini v Sloveniji in v Istri? Mi letos smo vzpostavili stike z nemško manjšino na Južno-Tirolskem, ker smo že bili dvakrat pri njih. Oni so ena specifika zelo različna od naše, medtem ko tukaj v Fulanijevski krajini sta dve zadružni banki slovenske identitete, v Bosnu je 47 zadružnih bank Raiffeisen. To pomeni, sistem Raiffeisen v Bosnu je tista bančna skupina, ki ima največje tržišče. Je tista bančna skupina, ki je zelo povezana tudi med sabo, saj so ustanovili eno lastno dvostopensko banko, Cassa Centrale Raiffeisen. V Italiji obstajajo 3 drugostopenske banke na zadružnem sistemu, to je Icrea v Rimu, je Cassa Centrale v Trentu in je Cassa Centrale Raiffeisen v Bosnu. Ampak oni so zelo različni. Ko smo se z njimi pogovarjali, ko pride inšpektor Banke d'Italia, oni govorijo v nemščini, kadar se dopisujejo z Banko Italije, se dopisujejo v nemščini, kar pri nas je nepojmljivo, da bi naredili mi kaj takega z predsednikom Banke d'Italie v Trstu. Ampak je en poslovni svet, ki nam je blizu, ampak istočasno precej daleč, saj so precej zaprti v svoj krog, imajo svoj informacijski sistem, ampak tako je prav, da spoznamo tudi te razlike. V Avstriji na žalost ne poznamo nobenega in isto velja. To so tiste kontakte, ki imamo. Mogoče še kakšna misel, Robert? Torej, tukaj imam reči, da kolegi iz občin, tudi da bi se rekel, torej so bili malo bolj predni kot mi v preteklosti, kar se tiče stikov v Italiji. Tako da mi nismo imeli solidnih in kontinuiranih stikov s finančnimi institucijami drugih manjšin v Italiji. Vprašanje potem lahko razširimo, mislim, če je bilo tudi tako namenjeno onstran meje, tukaj v Sloveniji, vendar z italijansko manjšino tudi nimamo kontaktu, da je sedaj na istrski strani in sodelujemo, mislim, tukaj smo tudi kakšen skupen projekt potem na slovenski strani, torej z banko, ki ima podobno obliko kot mi, tako da... Če sedaj prejdemo konkretno v samo delovanje, kot zadružni banki imate, ste povedali, to članstvo na krajevni ravni, zelo specifično na naš teritorij. Po katerih storitvah v tem trenutku najbolj sprašujejo vaše stranke? Katere so najbolj iskane storitve vaših strank? In koliko, če je mogoče dati na oceno, koliko vidite, da so te stranke zadovoljne s tem, kar jim ponudite, kar usluge, ki jim pomagajo pri vsakdanjem življenju, kajti danes brez tekočega računa ni mogoče, kakšno posojilo je vedno potrebno vzeti in tako naprej. Torej, kar se tiče storitev, izveliko, da mi ponujamo tradicionalne storitve. Nismo kreativni, hvala Bogu, morda kreativnost danes v bančnem sektoru tudi je vezana na negativne plati in tako smo dokaj bili vedno starokopitni, bi rekel, glede tega. In nameravamo tudi v bodoče tako delati, sicer upoštevati tudi tehnologijo, ki se razvija. Torej,
nastopom interneta tudi mi moramo se prilagajati, kar zahteva tržišče. Storitve danes vidimo, kaj ponujajo banke. Banke danes prihajajo po reklamah, ponujajo določene storitve, ki po dumpinških cenah, kar to se lahko privoščijo veliki zavodi, ki napadajo določen segment in tudi ne služijo na teh storitvah in potem kompenziramo na drugih področjih. Mi tega si ne moramo privoščiti, torej pri storitvah moramo paziti na ceno, kar v naših časih vemo, torej smo še posebno občutljivi na ceno in bi dodal, ker včasih tudi cena je nična oziroma dumpinška, je naša naloga, da se razlikujemo od drugih in delamo na kvaliteti storitve in da malo posebimo tudi to storitev, ki mi lahko nudimo. In to moramo izkoristiti, to plat pri ponujanju storitev. Sedaj, kakšne storitve, kot je bilo povedano, bančni račun, danes je tradicionalna storitev in naša naloga je bila v tej stoletni zgodovini, ostaja danes in upam, da bo še v dodatnih stoletni zgodovini, da pomagamo, smo posredniki načeloma, da pobiramo vloge naših članov, tisti, ki imajo presežek in na vse zadnje potem pomagamo tisti, ki v določeni fazi življenja je treba tudi investirati ali pa podjetja ali po konkurenčnih cenah. Na pazljiv način, vsekakor ne. Jaz bi rekel to, v tem času je najbolj važna strokovnost in profesionalnost. In jaz sem rade volje samokritičen, prav zaradi tega, ker iz teh napak lahko samo izboljšujemo. Mi tukaj zadružne banke, če gledamo glede na konkurenco, smo nazaj. In zaradi tega tukaj se moramo dosti težiti na tempo obnovi in po večji kakovosti pri naših produktih. Kar se tiče, oziroma produkti so kakovostni, saj kredit pri ZKB-ju ali kredit pri Unicredit lahko pri nas dobiš tudi boljše pogoje, ampak to, kar je najbolj važno zdaj, so dodatni servisi, ki stranke sprašujejo. To so svetovanja, to je, da jim ti nakažeš, kateri je najboljši produkt za njih in na tem je treba še dosti delati. Mi na tem kot ZKB skušamo sposoditi naš personal, da bo čim bolj profesionalen na tržišču. Ampak tukaj moramo teči in to je izziv za bodočnost. Kar se tiče produktov, dovolj, da gre vsakdo na našo spletno stran www.zkb.it in vidite produkte za fizične osebe, za pravne osebe, to pomeni za podjetja. Zadružne banke so zelo specializirane, predvsem tukaj v naši deželi, za olajšane kredite za podjetja, za agrarne kredite, za kredite, ki so zavarovane z jamstvenimi skladi, Confidi in tako dalje. To je nekaj, kar smo dobro delali v bodoče, ampak na tem dobrem delu je treba samo nagraditi in iskati nove zadeve. Dan danes, ko obrestne mere so tako nizke, banke ne zaslužijo več na obrestni marži, ki je bil glavni vir prihodka do leta 2009-2010, ko je bila obrestna mera zelo visoka.
Zdaj, Euribor je na nuli in zaradi tega izziv bank je, da nudimo tudi druge produkte in zavarovalniške, investicijske produkte, ampak predvsem to, da svetujemo stranki, kaj je najboljše. Bi še vprašal glede strank, ne, ker smo malo videli zdaj, kaj največ rabijo stranke, o čem najbolj sprašujejo. Imate vtis, da so vaše stranke, da poznajo, kaj jim nudijo banke, da so seznanjene, da se poglabljajo, kaj so bančni produkti, kakšne ugodnosti, kakšne pogoje imajo tekoči računi in podobno. Ali mislite, da bi bilo potrebno, da bi stranke se več seznanile s tem, kar jim vaši dve banki, ima tudi nasplošno, kaj jim bančništvo ponuja. Prav glede na to, ker ste poudarili, mislim, bodi si eden kot drugi, da je pomembnost prav pri servisiranju ljudi, ne, da ni več dovolj samo en proizvod, ima tudi vse, kar je okoli, da ima človek oziroma vaša stranka eno zaupanje v vas. Imate ta vtis, da se ljudje, možje, žene, mladi, poglobijo v to bančno specifiko, ali bi bilo potrebno, da bi bolj spoznavali, kaj je za enim tekočim računom, kaj je za enim posojilom, kaj je za eno naložbo za prihodnost. Kar se tega tiče, so nekatere finančne storitve, ki so zelo preproste, tako da določene primerjave slonijo veliko skoraj na, mislim, so tudi avtomatične narave, ne, tako da in da te primerjave včasih se zelo, veliko se skoraj omejijo samo na ceno storitve. Je pa tudi kvaliteta storitve. In kvaliteta storitve, to se govori, to je svetovanje, danes je dokaj aktualna tudi ta tema, svetovati stranko včasih in potem tudi spoštovati poslovno etiko, istočasno v tem primeru, pomeni ne vedno delati tako kratkoročen interes tudi banke. Ne, tako da ta zadeva ima večjo težo pri naložbah in cilj tudi, vse zadnje tudi naše banke, ki je koreninja tudi v štatutu, tudi v našem strateškem planu, torej da tudi izobražujemo naše članstvo, kar se tiče torej teh finančnih storitev. Jaz bi dal torej večjo težo torej na naložbah. Tudi pri kreditih torej je pri posojilih tudi tukaj svetovanje banke, torej poleg zneska in garancij in bi rekel cene, ki se merijo v provizijah, stroške obdelave in obrestne mere, ko pride do podpisa pogodbe, na vsezadnje potem to tudi teče avtomatično. Tukaj, kar govorimo potem o kvaliteti storitve, včasih se tudi ne pomisli, ker govorimo tudi o srednjeročnem in dolgoročnem sodelovanju, kar je eno hipotekarno posojilo, je dolgoročno sodelovanje z banko, se vzpostavi torej poslovni odnos daljše narave. Včasih se pomisli tudi samo na tisti trenutek ob sklepanju pogodbe in bi rekel, da te naše zadružne banke včasih imajo tudi, skušamo tudi to izpostaviti, vendar ne vedno smo uspešni pri tem, torej ima tudi posluh v tem daljšem roku. Mi to izpostavimo in bomo skušali biti še bolj poplačljivi, kot smo bili sedaj. Pri naložbah pa zadeva je dokaj kompleksna in tam je to svetovanje mora
objektivno prikazati, kakšne so prednosti in riziki z naložbo. Naložba brez rizika je ni danes. Tako da to je velika laž. Treba povedati, da nekatere so manj in bolj rizične. Tako da, mislim, mora skoraj zamolčati, ko zastopite ene banke, da že ker govorimo o poslovni etiki, je pa da tudi to počrpa. Jaz se ne bi ponavljal tisto, kar je rekel Robert, ker v glavnem soglašam s tistem, kar je rekel. Danes pa stranka postane vedno več zahtevna. Ne? To pomeni, pogoji so za stranke izredno važni in zato je zelo važno, da stranke ne samo nove, ampak predvsem že obstoječe stranke, banke negujemo, da jih fideliziramo, da jim nudimo mi sami nove produkte, nove rešitve in tako dalje. Zato mislim, da ena naslednjih nalog, ki bomo imeli tudi v bodoče in se navežem tudi na to, kar je Robert tudi zdaj povedal in tudi kar je aktualno. Prejšnji teden se je eden ubil, ker ni dobil ta pravih informacij v svoji banki, je truja, in zaradi tega je izgubil vse tisto, kar je investiral v tisto banko. Zaradi tega je izredno važno, da mi, predvsem ker poslovna etika je trdno zapisana ne samo v našem štatutu in ampak v našem vsakodnevnem delovanju, da mi obvestimo vse naše stranke, kaj pomeni delati z nami. In na tem jaz mislim, da imamo eno prednost napram drugim bankam na tržišču, ker do sedaj, medtem ko vse banke so depoziti zavarovani do 100.000 evrov in to je obvezno za vse banke, naš zadružni sistem pa je ustvaril eno dodatno zavarovanje. Mi pri nas imamo tudi en jamstveni sklad za obveznike, to pomeni za tiste, ki imajo obveznice naših bank. To pomeni, stranka pri nas je dodatno zavarovana ne samo 100.000 evrov na tekočem računu, ampak tudi 100.000 evrov, ki je ta jamstveni sklad za Fondo garancije obligacionisti. To pomeni, to je ena specifika, ki ima samo naš zadružni sistem. In zaradi tega je treba biti predvsem z našimi strankami jasni in povedati, kateri so riziki pri vsaki operaciji. Hvala lepa. Še eno tako vprašanje, recimo na kratko, glede članstva. Me zanima, ne, zdaj jaz sem dobil podatek iz leta 2014, Zadružna Kraška banka je imela 2148 članov, Zadružna banka Dobrodob Sovodnje 1076. Me zanima članstvo v vaših zadrugah. Kako je pri mladih? Se mladi učlanjujejo, vi jih vabite? Se mi zdi tudi ena stvar pomembna, ne, da mladi že ko morajo, zdaj ne vem, pri kakšnem letu lahko postane nekdo član vaše družne banke, ampak pomembno je, da pride v ta svet, da razume, kako se stvari obračajo, kaj pomeni imeti tekoče račune, oziroma tudi kaj biti, že s tem, da je nekdo član, biti soustvarjalec neke realnosti v tem prostoru. Tudi tukaj bom kritičen do naše preteklosti. Mi do mladih nismo bili zanimivi, ker konkretno, če pogledamo, ponavadi se naših občnih zborov udeleži preko 300 članov, ampak morda mlade štejemo na prste ene roke. To pomeni, zares ne krivim mlade, krivim, da nismo bili zanimivi za mlade preteklosti. In zaradi tega tukaj je izredno važno, kako se približujemo. Ne? Jaz bi počrtal tukaj, letos smo vzeli en sklep na naši zadružni Kraški banki, za postati član ponavadi moraš kupiti 10 delnic,
ki to pomeni, ti stane 150 evrov, za enega mladega do 30 let zdaj lahko omogočimo članstvo le s 15 evri. To pomeni, in to zdaj stalno počrtujemo. V zadnjem letu smo naredili precej takih iniciativ za mlade. Tukaj imamo tudi štipendije. Letos smo imeli preko 25 štipendij. V 11 letih smo predelili preko 100.000 evrov štipendij, ampak vse to je še premalo. In zato eden od naslednjih ciljev za Zadružno Kraško banko za leto 2016 je ustvariti eno skupino mladih članov ZKB in predvsem slišati z njihove strani, katere so potrebe. Gotovo izobraževanje bomo nadaljevali na tej osnovi, kar smo že delali, ampak bomo delali dosti več kot do sedaj. To pomeni varčevanje, to smo že delali z osnovnimi in srednjimi šolami, ampak na tem moramo biti bolj prisotni na šolah, v društvih in tako dalje. Kako je pa na Goriškem? Torej, velikih razlik nismo tako daljni eden od drugega. Tukaj delamo na tem, da bi pomladili dodatno našo članstvo, odgovornost, tudi v tem primeru bi delil torej med mladimi, med banko, torej da moramo si dobiti eno skupno točko. Naša vloga da postanemo bolj, tako uporabljam besedo, torej je kolega narekel, torej bolj zanimivi, bolj atraktivni tudi za mladino. Res je danes, da lahko stabilno uporabljamo to bančno storitev. Stranka rabi tudi en dohodek, da bi se ne omejili na to bančno knjižico. Vsak začetek je dobrodošel, tista resna in stabilna povezava, da bi se ustvarila s tem tekočim računom in tudi na tem delamo razne oblike, ki so bolj ugodne za določene starosti. Tudi danes, tudi zaradi študijskih obveznosti, do tega tudi da stabilnega dohodka. Vemo, da kar se tiče tudi imamo kreativne oblike danes zaposlenosti, ki ne zagotavljajo tega, tako da postane tudi naše strani se moramo prilagajati temu, naše zadnje. Torej, naša naloga je da okolje, situacije in potrebe mladih potencialnih strank torej se spreminjajo in moramo še na tem delati, da bomo ugodili torej tem potrebam. Bi samo še dodal torej tukaj, kar se tiče stike s šolami in spoznavati tudi to bližnjo banko, ki je nekaj drugačnega od poslovnih bank, prej so bile tako imenovane, torej da tudi mi smo začeli, sicer sredstva so omejena, vendar se trudimo, da damo znak pozornosti tudi našim, upamo bodočim strankam, torej tem mladim študentov, ki so se izkazali ali na študijski ravni, tudi pa na športni, torej da jim z eno majhno pozornostjo pokažemo, torej da se nas bojo spomni torej v drugih časih, ne bodočih časih. Samo nekaj sem pozabil, kar je ena zelo važna pobuda, ki bomo naredili zdaj za mlade. Mi imamo ene prostore, bivšo podružnico na trgu Libertad, ki je neizkoriščena, saj smo preselili to podružnico v centru Trsta, v ulici Carducci. In te prostore bomo valorizirali, oziroma smo že dokončali, smo gradili enih 7 prostorov in tukaj bomo dali na razpolago mladim podjetnikom oziroma start-up podjetjem do 35 let,
da imajo brezplačno uporabijo za 1 leto te prostore tukaj. Ne? In to je en način, da spodbudimo podjetništvo med našimi mladi in to je način, da banka konkretno nudi ene prostore, ki jih ne izkoristi mladim. Evo, in zaradi tega smo naredili to podružnico, tako da smo dobili 7 prostorov, 7 majhnih uradov, potem bo tudi en skupen urad, ki bo na razpolago tem 7 davčnim številkam in ta projekt smo ga že predstavili letos in bo štartil z letom 2016. Evo, in to je nekaj, kar upam, da bo dalo en impuls našim mladim, da začnejo en podjetniški poklic. Hvala. Če preidemo zdaj malo na pregled sedanjega gospodarskega stanja na našem teritoriju. Banke, mislim, da imajo zelo kapilaren pogled na tem, v kakšnem stanju je gospodarstvo, kako se giblje, kakšne so možnosti razvoja. Tako jaz bi vprašal obeh, kako vidite gospodarski razvoj v tem času. Je ta gospodarski razvoj? Prejšnji teden je bila ena majhna polemika med deželo in enim statističnim institutom, ker deželja pravila, da razvoj je, ta statistični institut je rekel, da ni še prišlo do razvoja. V naših krajih, kako vidite, se naša podjetja razvijajo, so dovolj dinamična in konkurenčna, kako z vaše strani opazite sedanje trende? Jaz nisem velik ljubitelj teh statistik, tudi smo bili na enem gospodarskem posvetu Bank Italija, so nam predstavili, da končno morda pridemo ven z tunela in da so eni pokazatelji pozitivni in tako dalje. Gotovo upamo, da pride do tega. Vloga naših bank je, da spodbudimo ta razvoj. V Tržaški pokrajini vidim, da se nekaj premika. En sektor, ki je bil zelo penaliziran v teh zadnjih 5 letih, je nepremičninski trg. Cene nepremičnin so grozno padle. Tudi same kupoprodaje nepremičnin so bile izredno nizke, medtem ko zdaj opažamo, da je spet interes. To pomeni, če se prebrodi ta sektor, vrti denar in če vrti denar, potem, kar se tiče drugih sektorjev, opažamo v Trstu tudi nekatere pozitivne, predvsem v turizmu, v terciarnih sektorjih. Znam, da na tem dela tudi zelo dobro naša tržaška občinska uprava, da spodbuja te velike centre in tako dalje. To pomeni, da ene znaki prebujanja so opazani v Trstu. Kar se tiče naših podjetij, opažam, da veliko podjetij še obstaja. In če še obstajajo po 6 letih krize, to pomeni, to je nekaj pozitivnega. To pomeni, da so izumrla taka podjetja, ki niso bila konkurenčna, morda tudi sama nezdrava in zaradi tega dejstvo, da si anticipirajo določene korake, kar se tiče inovativnosti in to, so ostale na tržišču, to je pozitivno. To pomeni, če zdaj bo predvsem to zaupanje ljudi spet naraslo, da ljudje bodo spet tvegali več v te investicije in to jaz gledam pozitivno. Torej, jaz bi samo počrtal tudi to, da tudi nepremičninski sektor na Goriškem, tukaj Goriškem, Tržiškem je doživel hude, doživlja še zahtevne čase. Tudi kakšne številke so bile sedaj objavljene tudi v teh tednih, torej da medtem ko na Tržaškem to je prišlo že do višanja bodisi cen kot kupoprodaji, torej mi smo v tej fazi, čakamo še pa, da pride do
se bo tudi trend obrnil. To je ustvarilo problem torej za bančne zavode, še posebno kar se tiče garancij, ki so bile zastavljene. Danes, če gledamo vse te dražbe, ki se dogajajo na sodiščih, je velik pritisk na cene, ker je poplava torej teh nepremičnin, ni povpraševanje, tukaj mislim, da smo prišli sigurno torej na dno, ker so cene postale tudi nevzdržne, tako skoraj smešne kar se tiče za ta sektor. Potem v našem gospodarskem tukaj okolju, da bi govoril o enem pravem sektorju, ki bi ustvaril ta zagon, mislim, težko bi ga imenoval. Torej so tržne niše, so podjetja, ki so posamezna podjetja, ki so se prilagajale vse tem gospodarskim spremembam in uspešno tudi tržijo. Tisto, kar morda smo bili navajeni pred 2 desetletji, torej, ki je bila gola trgovina brez nikakršne storitve, to je zgodovina. In morda smo nekaj časa vsi skupaj upali, da bomo lahko koristili torej še ta način delovanja, to rento, ki smo imeli, ki lahko prepisujemo tudi naši zemljepisni legi, torej na meji, smo živeli preveč časa upanja. Torej tisti, ki se je prilagodil in je razumel, torej, da je prihaja do zgodovinskih in ključnih sprememb, je danes tudi uspešno deluje. Me zanima, še enkrat se povrnem na mlade. Danes, če nekdo hoče odpreti eno podjetje, mlad, ki hoče odpreti eno podjetje pač na enem sektorju, ima možnosti, recimo, kreditiranja, katere so, kako bi jim vi, kakšen nasvet bi lahko dali, recimo? Torej, mlad, ki danes se odloči za podjetniško pot, je vreden spoštovanja, ker vidimo to tako, če malo primerjamo, bi rekel, da so naši iz matične torej domovine, iz Slovenije, imajo malo lažjo pot. In opažamo, da tudi nekateri podjetniki iz naše skupnosti včasih se odločajo onstran meje, da se podajo v ta izziv. Ker ta birokracija pri nas je morda večja kot je, sigurno je večja kot v Sloveniji. Tudi stroški ustanovitvenega podjetja so večji kot v Sloveniji. Tukaj je, če pride do te odločitve in pogovor z našo banko, za take banke, ki poznajo našo skupnost, sigurno odpira, je možnost torej odpiranja vrat veliko večja kot pri eni veliki instituciji. To je, lahko imamo posluh, mislim, tudi bolj razumemo te zahteve, potrebe posameznika in bi si zelo želeli, da bi večkrat imeli take stike, take pogovore. Tukaj mi imamo veliko odgovornost, da bomo pomagali torej, tem podjetnikom in moramo pa tudi mladi si morajo danes, mladi in manj mladi, ki začenja to pot, je hvalevredna naloga torej.
Jaz tukaj se ne bom ponavljal, zato jaz tukaj ne bi odgovoril kot predsednik Zadružne kraške banke, ampak bi odgovoril kot predstavnik Slovenske narodne skupnosti, ki deluje na gospodarskem področju. Jaz mislim, da je naloga vseh nas, ne samo bank, ampak predvsem naše krovne gospodarske organizacije, da pomaga mladim in da preusmeri mladim do tistih novih poklicov, ki so dejansko zdaj uspešni. Ampak ne samo nove poklice, internet je odprl cel svet, s katerimi je sedaj možno dobiti ene zaposlitve, možno, ker tukaj je potrebna inovacija, so potrebne nove ideje in ponavadi so prav 30-letniki tisti, ki imajo take najbolj revolucionarne ideje. Ampak jaz tukaj se povrnil tudi, da nam premagujejo eni stari poklici, ki, na primer obrtniki in ljudje, ki bi šli na kmetijski sektor, na agriturizem, na turizem in to. In zato naloga naša je, da ustvarimo pogoje, da lahko se razvijajo tudi ti sektori tukaj. Prav bi bilo, da tudi naše šole se preusmerijo v take specifike, da, na primer je dobrodejna, sem videl, da na strokovni bo nova smer za arhitekturo in tako dalje. To pomeni, je treba iskati te, bodisi nove poklice, ampak se tudi povrniti na primarni sektor. In to jaz mislim, da je odgovornost naša, da pripravimo te pogoje, da lahko ti mladi na tem so uspešni. Eno vprašanje glede teritorija. Zdaj to gospodarstvo, vi ga recimo servisirate, krijete, recimo na Tržaškem v celoti je Zadružna kraška banka tam prisotna, na Goriškem je Zadružna banka Doberdob Sovodnje prisotna v občinah Doberdob, Ronke, Sovodnje in v občini Gorica. Me zanima, kako razmišljate, čeprav vem, da zdaj tukaj gremo malo v zelnik Čedajski banki, ampak glede dejstva, da ta del, bi se reklo, severni del Goriške pokrajine in pa tudi Vidensko pokrajino, če bi lahko bil v prihodnosti eno zanimivo področje za vaša dva bančna zavoda, predvsem zaradi prisotnosti slovenske manjšine. Jaz zdaj bom odgovoril kot Zadružna kraška banka, to pomeni, mi delujemo le v Tržaški pokrajini in dobro servisiramo celotno Tržaško pokrajino. Tukaj bi rekel, da danes je čas predvsem ene določene tudi racionalizacije. Mi moramo, ni več čas, da sedaj bomo odpirali eno, druge, dve, 4 nove podružnice, ampak je predvsem, vsaj mi mislimo tako, da boljše delajo naše sedanje podružnice in jih moramo ojačiti, ker konkretno nam ne manjka nič. V Trstu imamo 5 podružnic, in smo prisotni skoraj v vseh drugih občinah, zato mi mislim, da moramo ojačiti te podružnice tukaj. Zaradi tega v vidiku vsaj ZKB ni odpiranje novih podružnic, ampak racionalizacija in potencirati sedanje podružnice, da še boljše delajo, da so še bolj kvalitetne, da še bolj hodijo, strmijo za razvoj na področju, kjer so prisotne. Kar se tiče, on bo odgovoril za Goriško pokrajino, za Vidensko pokrajino, pa v naši deželi je 15 zadružnih bank, Videnska pokrajina je zelo dobro servisirana v drugih zadružnih bankah in zato mislim, da nima smisla, da bi mi šli v Čedat ali take Manzano, kjer konkretno so druge zadružne banke. Čeprav druge zadružne banke se ne obnašajo tako, kot jaz mislim, saj druge prihajajo v Trst, ampak to je
ena naša slabost, ampak z ene strani, evo, to uspodbuja nas, da delamo še boljše na našem področju. Evo. Hvala. Še Robert? Torej, to vprašanje glede naše goriške prisotnosti, tudi mi delamo na učinkovitem uporabi vseh naših sredstev, ki imamo. Torej, tudi v preteklosti je prišlo tudi do krčenja naše mreže, tudi v sklopu torej, te racionalizacije delovanja in stroškov. Danes skušamo to našo prisotnost s temi 4 okenci, ki imamo, torej, da lahko tudi obdelujemo teritorij, ki ni v neposredni bližini. Sicer danes imamo en predel, na katerem lahko se sigurno še poboljšamo, torej to so Goriška Brda. In da bi sedaj v bodoči prihodnosti širili naše ambicije še v Videmsko pokrajino, bi v tej fazi direktno prisotnostjo torej izključeval. In cilj ostane učinkovito delovanje, racionalizacija stroškov, približanje potem tudi vsem našim strankam. In to ne pomeni samo z odpiranjem okenc, tudi so drugi načini delovanja in na tem se trudimo, torej, da bomo poboljšali tudi to našo, ali se približamo z našo storitvijo, bi rekel, do potencialnih kupcev. Jasno, smo začeli torej ta današnji večer, da banka ima to specifiko jezika in torej je naša naloga tudi, da se približamo slovenskim strankam. Hvala. Zdaj še me zanima, tudi recimo je zelo pomembno odnos, tako se mi zdi, z javnimi inštitucijami in če hočete s politiko. Ne? Tudi zato, ker bodi si javne inštitucije, bodi si politika odločajo in odločajo tudi, kar se tiče bančništva. Če nekoliko odmislimo to, kar je državna in evropska razsežnost, v kateri bo pozneje mogoče spregovorili, bi pa hotel vprašati na deželni oziroma krajevni ravni, kako je ta odnos z javno upravo, s krajevno upravo, recimo za tisto, kar vi potrebujete te javne ustanove od dežele, pokrajine in občine in kakšen odgovor imate? Je zadovoljiv? Bi si želeli kaj več? V čem je specifika, kaj potrebujete, ker recimo, ne vem, mene se mi zdi, da če prije do kakšnih pomembnih, recimo, ko se spreminjajo regulacijski načrti ali pa ko se delajo določeni gospodarski plani, ne, za razvoj gospodarstva in teritorija, gotovo so banke tudi poklicane, da potem to, kar politika da na papir, da potem tudi banke pri tem pomagajo, da gospodarstvo to potem konkretno uresniči. Kako vidite to vlogo? Oziroma, in kaj bi si želeli, če ta vloga ni tako popolna, ni zadovoljiva? S politiko, banka in politika so kompletamente različni zadevi, zato mi politika nima vstopa v naši banki in zaradi tega edina naša politična akcija je ta, da ohranimo slovensko identiteto naše banke. To pa ne pomeni, da sodelujemo z javnimi ustanovami, zelo dobro sodelujemo s tržaško občinsko upravo, zelo dobro sodelujemo tudi z drugimi slovenskimi občinami v tržaški pokrajini
imamo 4 zakladnice teh naših občin, Devina Brežina, Zgonik, Repen in Dolina, ampak in smo vključeni, oziroma ni da smo vključeni, smo motor enega inštrumenta, ki je Las Kras, Gal Carso, to je en konzorcij, ki je polovica v lasti javnih ustanov in to je predvsem Tržaška pokrajina in Goriška pokrajina. In so prisotne tudi vse občine, ki so na kraškem predelu na Goriškem in vse občine v Tržaški pokrajini. Mi tukaj ne samo sodelujemo, ampak smo motor tega gala s tem, da unesemo ene določene naše podjetniške ideje, eno podjetniško vizijo temu galu, s tem, da to pomeni, to je sodelovanje, ki mi mislimo, oziroma imeti partnerstva z javnimi upravi in to na tem delamo zelo dobro in mislim, da tudi inštitucije so zadovoljne z nami in mi smo zadovoljni z njimi, to bi rekel. Tudi početno torej, da naša banka je apolitična institucija in kar se tiče stikov z političnimi ustanovami, niso bogate in bi jih skoraj omejil na dve občine, tako slovenske občine, kateri smo prisotni. Torej, če imamo vedno posluh, vedno torej, z našimi v mejah naših možnosti, torej, če je kakšna potreba strani občine, jo izrazijo, mi jo pretehtamo in če se da, torej tudi pridemo na pot. Tako da veliko komunikacija je korektna in urejena in na drugih nivojih, sedaj s pokrajino tudi smo imeli kakšne skupne pobude, to bi tudi počrtal, tudi skupno z drugimi zadružnimi bankami. Če potem gremo še na višje nivoje, tukaj malo kritičen bi bil včasih, tudi politika skuša malo izkoriščati in banke, zadružne banke, morda pride tudi do kakšnih težav, se pokliče tudi na pomoč, tudi bolj finančne narave. Vendar mi na tem nivoju nimamo velikega vpliva in se tudi, kar se sedaj dogaja tudi na državni ravni, s vsemi temi reformami, smo nažalost skoraj pasiven opazovalec in lahko samo s skupnimi močmi lahko izrazimo našo nezadovoljstvo ali pa posredujemo naše predloge. Tako da vendar je pot zelo dolga do teh odločilnih organov. Hvala lepa. Zdaj, če se še moment vrnemo na sedanji gospodarski trenutek, oziroma če pogledamo malo to gospodarsko krizo, o kateri se govori, nekateri pravijo, da je pri koncu, drugi ne. Je bila zelo dolga, in od leta 2008. Kakšne posledice je pustila na našem področju? Nekaj ste že omenili, ampak specifično, kakšne so in kakšne mislite, da bojo sedaj posledice, kaj se je spremenilo v našem, mogoče kaj na našem področju, mogoče kar se tiče vse državnega, s tem, da beremo časopise, mogoče bolj poznamo, tukaj na našem področju, kaj mislite, da je ta finančna kriza prinesla, pustila in kako bo treba, v čem bo treba sedaj zagnati, se spet zagnati gospodarsko, da se nekako te stvari, te gospodarske podjetja začnejo obnavljati. Mogoče
bi v tem tudi vprašal, recimo, kako vidite vi, obe banki, mislim, so bile zahtevna leta, ne? Z razliko od 2014 imate že kakšne podatke, kakšni bojo rezultati, smo v bistvu na koncu leta 2015, kakšni rezultati se obetajo za leto 2015? Torej, glede gospodarske krize, tukaj je bilo omenjeno, torej, ta prelomnica leto 2008, ko nekateri pravijo, torej, da se je svet spremenil permanentno. Po letu ali 2 letih, ko se je govorilo, torej, da te zgodovinske gospodarske krize ne bi trajale 7 let, se je takrat nemogoče. Smo pri koncu 2015, torej, lahko z optimizmom gledamo torej, na januar 2016. Kriza je bila sigurno izrazita, je pustila torej, hude rane, sedaj v odstotkih, kaj to pomeni za BDP na italijanski ravni, na naši krajevni ravni, mislim, se govori torej o dvoštevilčni številki in v odstotkih jasno. In da naše situacije prinašajo tudi priložnosti. In moramo torej se začeti iskati torej ta zagon prav iz tega zornega kota. Nam ni v tolažbo, torej danes ni dobro, vendar mora biti bolje. In iz te krize tudi smo se vsi nekaj naučili, ker je bila včasih tudi zelo, zelo draga šola. Danes, kar se dogaja torej, na gospodarski ravni, mislim, da tudi ti odločilni organi, kar delajo, ni niti zapisano v knjigah, tako da preverjamo določene rešitve, variante in kakšni bojo rezultati in posledice teh bomo lahko ocenili samo čez nekaj let. Mi na teh nivojih ne bomo vplivali, torej v tej sobi. Bi rekel, torej osredotočimo se na našo krajevno skupnost. Tukaj imamo zelo zanimivo zemljepisno lego, bogato zgodovino, ki danes jo morda premalo tudi izkoriščamo. In potem mi kot banki, da poslej dvojino, potem, če to potrdite ali zanikate kolega, je naša naloga, da podpiramo te spodbude podjetnikov, takole bi rekel. Potem, kaj pušča za nami, bi rekel, draga šola, nekatere napake so jih, prej smo govorili v drugi osebi množine, torej da so podjetja, ki so se niso prelagajali, te so delali napake, nekaj avtokritike tudi za bančni sektor. Morda smo se mi torej v preteklosti smo precenili naše sposobnosti in smo se oddaljili od tiste naše principov, torej, ki so koreninjeni v tej naši dediščini in to je postilo tudi sledi v naših poslovnih rezultatih. Imamo ta velik privilegij, hvala tem našim dedičam, da lahko te naše napake jih lahko srednjeročno rešujemo, na tem delamo zelo, zelo odgovorno in smo na delu. Tako kot smo bili kot Zadružna Kraška banka zelo transparentni do naših članov, smo prve dni novembra organizirali področna srečanja, kjer smo določene stvari anticipirali, ker je prav biti transparentni do naših članov, predvsem, ker morajo vedno vedeti vse. Tudi tukaj nima nič za skrivati.
ta kriza je pustila velike posledice tudi na naših bankah, ampak ne govorim samo za Zadružno kraško banko, govorim za vse zadružne banke in za ves bančni sektor. Slabe in dvomljive terjatve so močno narasle in to pomeni, to so te dve kategoriji teh slabih terjatev, kjer konkretno ti potem moraš narediti določene slabitve, določene rezervacije, kar ne pomeni, da postanejo izgube, ne? Ampak iz previdnostnih razlogov ti moraš narediti ene določene oslabitve, rezervacije, to pomeni ustvariti določene sklade, ki ti bodo krili te morebitne izgube, če do teh izgub bo prišlo. Naš upravni odbor se je odločil letos, da zelo odločno stopi na tej poti, zato smo anticipirali, da bomo letos zaključili v rdečih številkah našo bilanco. Ampak predvsem zaradi tega, ker se hočemo približati enim določenim pokazateljem, ki prihajajo direktno ne več z Rima, ampak z Bruslja, ki zahteva eno minimalno kritje teh slabih in dvomljivih terjatev. To, kar je najvažnejše, je ta politiko, ampak to vizijo, ki ima ta naš upravni odbor in sedaj snujemo, čeprav stari strateški načrt ni še zapadel, snujemo nov strateški načrt 2016-2018, si damo ene zelo ambiciozne cilje, kar se tiče predvsem, da banka ohrani svojo težo na tržišču. Tukaj bo prišlo do ene racionalizacije stroškov tudi, ampak predvsem zaradi tega, da mi z obrestno maržo in s komisijami krijemo vse operativne stroške bodisijevo. In to je veliki izziv, ki ga imamo, smo že odobrili te sklepe in zato jaz vidim prihodnost Zadružne kraške banke od leta 2016 naprej samo kaj pozitivno. Gotovo od zdaj naprej, vsaj z moje strani, ne boste več slišali besede krize, mi se moramo prilagoditi temu novemu okolju, temu novemu načinu dela in zaradi tega v teh novih okoliščinah moramo dobiti ta prave instrumente, kako iti naprej. Ampak kriza je bila dolga, ampak od zdaj naprej je treba delati na povsem nov način. Glede na to, da ste oba omenila, da prihaja do nekih sprememb, recimo govori se, čeprav je še vse zelo nejasno, o eni reformi, ki bo zadela tudi zadružno bančništvo. To spravi, Evropa je oziroma so se odločili, da je ta bančna unija tudi ena centralna kontrola. Zdaj, če lahko, kolikor vam je mogoče, poveste, kakšni bojo mogoče vplivi na zadružne banke, ker zaenkrat, če sem dobro razumel, vplivi prihajajo samo zaenkrat na druge banke, na zadružne banke se tega še ne dotikajo. Tukaj bi vas popravil, ker nažalost se dotikajo. Morda tudi je prav, da se dotikajo, ker sedaj Evropska centralna banka ima eno veliko odgovornost, saj ima nadzor nad preko 4000 bankami v celem evroobmočju in zaradi tega diktira pravila, ki veljajo za ves bančni evropski sistem. Kar se tiče oziroma kaj zahtevajo, predvsem zahtevajo, da banke imajo eno določeno premoženje, da krije vse rizike, kar se tiče bank.
Kar se tiče tega, naše zadružne banke so na boljšem napram konkurenčnim bankam, saj mi imamo eno kapitalsko ustreznost znatno višjo nad minimalnimi, ki je prej je bilo 8%, zdaj 10,5%, našo povprečje je preko 17%, zaradi tega tukaj smo na boljšem, ampak na teh lovorikah ni da lahko živimo naprej za naslednjih 100 let, ne? Zaradi tega Evropa sprašuje, da bi bili bolj povezani in zaradi tega, če januarja je Rencijeva vlada, ampak ker tisto, kar dela Rencijeva vlada, ni, ker avtonomno hoče narediti to, ne? Ker pride direktiva iz Bruslja, da je treba tudi bančni svet reformirati, ne? Zaradi tega januarja se dotikala velikih ljudskih bank in je anticipirala, da do konca leta 2015 mora priti tudi do reforme zadružnega sistema. Zdaj zelo verjetno do konca decembra, ker manjka nekaj tednov, tega Rencijeva vlada ne bo naredila, ampak gotovo januarja bo to naredila. In tukaj zdaj naš zadružni sistem je bil pri tem zelo aktiven in smo sami si napisali eno samoreformo in to samoreformo smo predlagali bodisi italijanski vladi in bodisi Banki Italija. Ta samoreforma bo predvidevala, da bo ena vodilna banka, ena kapogrupo in mi, posamezne zadružne banke, bomo podpisali eno pogodbo s to vodilno banko, ne? Zdaj, če bo ena v Italiji, če bo dve, če bo tri, to je odvisno od paletov, ki bo ta reforma postavila, to ne vemo še. To, kar pa je najvažnejše za naši dve banki, da ohranimo to slovensko identiteto in da ohranimo to avtonomijo, kar konkretno sedaj jo imamo in jo bomo tudi imeli v novi reformi, je, če bomo zadostili vsem potrebam, ki prihajajo iz Bruslja in bomo imeli vse pokazatelji uspešnosti pozitivni in tako dalje, ne? Ker v drugačnem primeru bo sama vodilna banka te vzela za roko in rekla, da ti moraš narediti to in to, ne? To pomeni, tvoja avtonomija bo počasi se malo znižala. Cilj naših dveh bank pa je da ohranimo to avtonomijo, ampak predvsem je odvisno od nas samih, če bomo uspešni bodisi v letu 2016 in v naslednjih 2-3 letih so izredne važnosti. Še Robert? Ne bi dodajal veliko, torej, kar je Adriano tukaj povedal. To so dejavniki na višjem nivoju, ko sem že tudi omenil, to bi lahko samo posredujemo naša mnenja, predloge, direktnega vpliva tukaj nimamo, smo se potrudili, torej, da smo posredovali to, smo delili na tem, ne, da bi povedali, torej, počrpali to specifiko teh dveh bank, ki so tukaj ob meji z Slovenijo. Smo vložili kar nekaj truda, torej, praktično smo samo to izpostavili, to našo zadevo, potem druge potrebe so šle torej, v sklopu celotnega zadružniškega sistema. In ta negotovost, ne, ki je trajala kar nekaj časa, glede te bančne reforme zadružnih bank, ki trajajo navsezadnje torej od februarja do današnjih dni, sedaj je tema postala dokaj aktualna, sedaj s to bančno krizo teh 4 bank in je, saj jaz sem prvi slišal torej, da bi Renzi direktno spregovoril, ne, o tej potrebi zadružnih bank. Čakamo z optimizmom in mislim, negotovost ne pomaga, to je jasno, torej, če pride do ene odločitve, rešitve, ne pride če prej. Vendar politika ima zelo dinamičen potem ta dnevni red, ne, tako da lahko pride do kakšne, mislim, ne bi hotel, da prišlo do kakšne spremembe torej v tem času.
Jaz bi postavil še eno vprašanje in predno potem damo mesto tudi publiki. In sicer ena pomembno poslanstvo, ki je bilo sicer že omenjeno, je vaš odnos s civilno družbo oziroma z društvi, športnimi, kulturnimi, prosvetnimi, vzgojnimi. Tako, ko sem prebiral recimo poročila obeh bank za leto 2014, sem videl, da namenjate temu društvu, organizacijam, ne samo slovenskim, tudi italijanskim, kar precej sredstev. Tako, bi vprašal, poleg teh običajnih prispevkov, ki jih društva koristijo za enoredno delovanje, katere so še druge možnosti, ki dajete društvom in če vi vidite kot banke, kakšne nove načina sodelovanja, interakcije s civilno družbo na teritoriju, kajti še posebno za Slovence je pomembno, da ta društva ostanejo, ker so kot neke postojanke, ki pričajo, da tam živimo mi kot Slovenci. Seveda, to velja tudi za društva, ki so italijanska, ki so na Laškem, kjer tudi pričajo o eni krajevni realnosti, ampak za naša je še toliko bolj to pomembno. Recimo, bolj vprašanje je to, če vidite, da poleg teh prispevkov, ki jih itak že namenjate iz leta v leto, če vidite še druge možnosti sodelovanja, da ne bi bila banka samo kot ena kasa, ena blagajna, ampak da bi bila tudi ena interakcija med društvi, med civilno družbo in banko. Torej, smo jih imenovali kot običajni prispevki. Ti prispevki so ključne narave. Vemo, kako delajo danes naša društva, kulturna, športna in krožki in vse te zadeve torej slonijo na udarniškem delu. Tako da vsi se danes soočamo, stroške je treba vsekakor kriti in vemo, da bom uporabil zadnjič besedo krizo, tudi če Adrian rekel, da ne bo več rabo, torej je pometla kar nekaj podjetij, tudi iz naših krogov, ki nažalost niso več v stanju, da bi lahko podpirali to. Torej, ti prispevki so bili važni v preteklosti in bi dal še večjo težo v današnjih časih. Torej, tukaj ni enostranski prispevek, torej mi živimo v tem okolju, to je tudi poslanstvo, smo začeli in poudarili, da smo oblikovani kot zadruga, da mi ne delimo neposredno naše dobičke in je pa ena ta posredna oblika, torej, ki v teh društvih, ki mi dajemo te naše prispevke, niso naši člani, tam je naše članstvo. In tudi tukaj, torej ne bi rekel, da je enostranska komunikacija. Tukaj je eno sodelovanje, delovanje med banko, med člani, ki včasih nastopajo kot posamezniki, kot stranke, včasih imajo obleko, torej kot zastopniki društev in recimo poleg tega, rekel jaz sedaj, torej golega finančnega prispevka, smo tudi organizirali kakšne skupne pobude z nekaterimi društvi in nameravamo še naprej delati. Potem je naša naloga, torej, da lahko še dobimo še kakšno kreativno obliko sodelovanja in naša naloga ima naloga potem društva, da tudi nekaj predlagajo torej, v to smer. Kar se tiče odnosov s civilno družbo,
naša ZKB skuša biti ne samo aktivni partner in da sodeluje, ampak tudi skuša posredovati na določene vizije. Naprimer, zelo dobro naši glavni sogovornik je Slovensko deželno gospodarsko združenje in Kmečka zveza, ker delujejo na gospodarskem področju. Smo sodelovali na gospodarskem združenju na strateškem dnevu, to pomeni, smo dali nove ideje, kako bi lahko gospodarsko združenje delovalo v naslednjih letih. S Kmečko zvezo tudi odlično sodelujemo, ponudimo naše prostore, delamo kakšne skupne pobude in tako dalje. Z drugimi partnerji civilne družbe pa isto. Tukaj pa v glavnem je tisti del, kjer društva sprašujejo po enih določenih prispevkov, ne, in mi skušamo jim to pomagati. Ne. To pomeni, z leta v leto so se ti prispevki se malo nižajo, ampak vseeno, če druge banke so, oziroma večino drugih bank je prekinilo to, mi tudi v težkih letih tega nismo naredili. Ne. Mislim, da to je ena dodana vrednost. To pomeni, ta socialni aspekt ni samo zapisan v štatutu, ampak ga dejansko tudi vsakodnevno udejanimo. In pri tem privilegiramo tista društva, ki delajo na mladinskem področju. In bodisi na športni ravni, kot na kulturni ravni. Letos smo naredili tudi eno zanimivo pobudo, ki je bila povezana z odprtjem Tržaškega knjižnega središča v samem mestu Trst. Smo omogočili, da naša didaktična ravnateljstva bogatijo svoje knjižnice, smo omogočili revnim družinam, da lahko pridejo do knjig, in ker nimajo tistih parametrov, in to pomeni priskočila banka v pomoč, to pomeni, skušamo tudi ne samo s tradicionalnimi prispevki, ampak tudi z novimi pobudami biti prisotni na tem našem, na tej naši civilni družbi. Hvala lepa obema. Jaz bi pozval publiko, če ima kakšno vprašanje. Jaz sicer bi imel še kakšno, ampak vidim, da se je čas že zelo dobro iztekel. Tako da, če imate kakšno vprašanje, kar danes ni Damjana Pavliča. Prosim, samo je treba govoriti v mikrofon, ker... Jaz bi vedel pri naših naložbah, kakšno garancijo mi imamo. Če je gotova garancija, mi stranke, ki naložimo znak, ne? Jih samo hrajo kot penzionati, tako rečeno, ker so sliši vse te katastrofe, ki se dogajajo okoli. Torej, jaz sem govoril prej o enem poslovni etiki in vse tukaj je bilo toliko besed, ne, in malo zaupanja se ga moramo ustvariti, ne, tako da nekatere banke, tudi tiste, ki so danes propadle, so do zadnjega tudi, dokler niso prišli potem zunanji komisari, so vedno izkazovali dobre poslovne rezultate in so imeli tudi zelo agresivne tudi načine delovanja. Danes so nekatere banke, in jaz bi počrtal tudi naša banka, je zelo konservativna pri delovanju, pri investiranju naložb, ki ste nam jih vi na vse zadnje potem tudi zaupali. Tako da pri tem imamo tudi negativno plat tega, da v tej fazi je zelo težko prikazovati lepe številke, ker previdna naložba na žalost nudi tudi nižjo rentabilnost. In mi smo v vseh teh letih, v zadnjih letih torej, smo bili zelo pazljivi, morda tudi preveč pazljivi. Morda. Ne, naknadno pa smo vsi inteligentni. Drugo potem, kar naj bo tudi je treba sigurno tudi upoštevati, da prej se govori o čudnih številkah, neki so tehnične narave, so v odstotkih glede torej kapitala
In so te minimalne ustreznosti in danes, govori sedaj, da našo banko ima lahko tako razširimo tudi to zadevo tudi na Kraško banko in tudi na nekatere naše sosede, ki so torej v tem našem sklopu delujejo. Jaz prej sem se zahvalil torej našim prednikom, ki so nam prepustili en soliden kapital. Je pa, ki danes vam strankam predstavlja eno zelo solidno garancijo in za nas pa eno veliko odgovornost, da bomo pravilno potem upravljali s tem kapitalom. Vendar to je eno močno zagotovilo, ki vam lahko jo da. Tako da, Hvala. prosim. Eno kratko vprašanje obema. Torej, globalizacija, vemo, da postavlja, odkar je nastala, vprašanje dimenzije. Vemo, da obe banki delujeta dobro, starokopitno in tako dalje. Vendar so zunanji vplivi, ki pogojujejo delovanje. Vidite ena in druga banka kakšno možnost, da bi prišlo do združitve med obema bankama? Prvo vprašanje. Drugo, kar me še posebej zanima, govora je bilo o kvaliteti bi rekel, servisa. Kako gre pa s kvaliteto personala? Uspeta naši dve banki zadošča potrebam s slovensko delovno lokalno silo ali že jemljete zunanje profesionalne profile? Hvala. Torej, jaz je pa pisno tukaj, evo, dela v redu. Torej, jaz sem primoran nekakšen način torej vas popraviti, ko ste rekel, da delajo dobro. Mi lahko bi delali tudi boljše. Tako da je, ko se govori torej o kakšnem poslovnem rezultatu, ki ni tisti, ki bi danes delamo transparentno. Jaz tako bi rekel. Delamo transparentno in delamo na tem, da se bomo še poboljšali. Bi uporabil raje izraz transparentno kot dobro v tej fazi. Glede potem teh dimenzij, dimenzija danes postaja sigurno ena kritičnost. Tako gledano smo dokaj majhna banka, mi kot zadružna banka Dobrolop in Solodnje, sicer so različni potem parametri, da lahko ocenjujemo velikost banke. Z enega zornega kota, smo tudi najmanjši v deželi, če upoštevamo eden od teh parametrov. To je za nas veliki izziv, ker zakonodaja torej se spreminja, je potrebno potem tudi zagotoviti določene standarde in je pa naš cilj danes upravnega sveta in delamo trdno na tem, da moramo si zagotoviti naš, kako bi rekel, torej, avtonomni obstoj. To delamo na tem, dokaj odgovorno, resno. So pa, ste sam rekel, torej nekateri zunanji dejavniki, moramo pa tudi oceniti nekatere notranje dejavnike, če smo uspešni, kostem, tem zadevam. In v tem našem delovanju, torej, ki ne sme imeti, ker je že zahteven tudi ta, torej ne sme imeti torej, zunanje faktore, bi pa počrtil, da imamo stike, torej intenzivne stike, torej s Kraško banko, imamo nekatere skupne pobude, torej, če se kaj dogaja, si tudi izmenjujemo informacije
In na vse zadnje tudi skušamo tudi navezati stike z vsemi našimi sosedami. Imamo pa eno močno skupno navezo, ki to je jezik, in to ne smemo, jezik in narodnost, in to bi bil en velik greh, ker smo večkrat govorili, torej specifike, narodnost in to, torej, da bi spregledali torej to zadevo. Potem drugo vprašanje, ki ste postavili glede, se odgovorino, potem predam besedo Adrianu. In drugo vprašanje glede kadra. Danes uradni, če tako bi rekel, torej, jezik v naši banki, torej pogovor, komuniciramo v slovenskem jeziku. To, kaj je pomenilo, torej, če bila omejitev, mi smo skušali in bomo skušali torej, črpati, prej ohraniti to našo slovensko identiteto in črpati kvalitetno delovno silo iz tega našega bazena. Jasno, imamo tudi določene nivoje, ki jih moramo spoštovati in jaz si ne želim, torej, da bi bili morda en dan torej, primorani tudi poštevati druge rešitve. Kar se tiče potem določenih zunanjih služb, svetovalcev, pa to vam ne skrivam, torej, da so izvedenci, ki torej, iz italijanskega okolja. Več sem odgovoril torej, na vaše vprašanje, izčrpno. Jaz bom zelo kratek in direkten. Fuzija med nama dve, med Zadružno Kraško banko in Zadružno banko Doberdob Sovodnje ni na dnevnem redu. Banki redno pa sodelujeta. Ampak predvsem smo ojačili to sodelovanje. Zelo dobro smo delali s tem, da smo našim političnim predstavnikom predstavili našo specifiko, kar se tiče bodoče reforme, in smo si izborili en tekst, kjer bo reforma upoštevala tudi jezikovne različnosti v celi Italiji. To pomeni, na tem dobro delamo in sodelujemo. Zato gotovo v naslednjem letu do fuzije ne bo, ampak potem, kar bo, to pa ne vemo. Glede drugega vprašanja pa, tudi tukaj zelo direkten odgovor. Mi v zadnjih letih smo vzeli tudi kakšnega menedžerja iz italijanske večine in to pomeni 97% naših ljudi so naši domačini Slovenci, ampak smo vzeli eno vodilno osebo za dobo 3 let. In to je bila zelo uspešna pobuda, saj on nima stike z zunanjim svetom, ima stike samo, da izobražuje naše notranje kadre. In v dobi 3 let smo dobili 20 izredno visoke profesionalce, kjer so se preizkusili tudi na nekaterih področjih, so si prevzeli nedoločene odgovornosti in zdaj lahko imajo take kompetence, da lahko prevzamejo vodilne funkcije v banki. In zaradi tega, kadar se gleda na kvaliteto, je treba tudi gledati, če je potreba po eni taki figuri, moramo izkoristiti to. In zaradi tega to smo naredili in rezultat tega je zelo odličen. In mislim, da sem odgovoril za to direkt. Bi rad vprašal kot član, ne nesporazumu. In mene zanima to, kar si ti, Robert, rekel, da praktično mi moramo ohraniti ta kapital, ki nam so ga naši navnoti priskrbeli v bistvu. Zdaj vsi vemo, nam je vsem jasno, da je Evropska banka zahtevala, da se da premoženje zadružnih banke v skupni koš, v skupni lonec. In vsi dobro vemo, kakšna je situacija zadružnih banke v Srednji Italiji, Južni Italiji in tako dalje. In vemo praktično, ker
da, ker se je zgodilo v začetku tega meseca, koliko denarja so odnesli od bank, ki so bile zdrave, ker so morali pokrivati, po mojem, tudi na čuven način, reševanje nekaj, kar se je dalo v teh 4 bankah. Imate kakšno idejo, kako lahko hranimo to premoženje, da ne bo če bo šlo v ta skupni lovnec in da ne bo samo, mislim, obstaja kakšna možnost, da konkretno da obdržimo, ker če bo šlo vse v ta, mislim, kot vemo, da skupno delniško družbo, verjetno bo precej premoženja sklopljeno. Hvala. Tukaj bo pa še pomoč tudi Adrian, pri tem zahtevnem odgovoru. Sedaj o enem, Karlo se dobro spoznal v tem sektorju, sedaj o enem tako skupnem košu ne bi bilo govora o skupnem košu, tako da se govori torej o enem povezanosti, o eni matični družbi, ki bi nadzirala vse te zadružne banke in ker tukaj je bilo povedano torej, da so tudi nekatere zadružne banke, jaz ne bi samo omejil na srednjo in južno Italijo, tudi v severni Italiji prišel do kakšnih nesreč. Vendar tukaj je naša naloga, torej, da učinkovito delamo na tej dediščini in da ne prepustimo, da ne bi prišlo, torej, da ne bi bilo kot kakšnih pogojev, da je treba predati upravljanje celotne banke kapitala potem tej matične družbi. To je danes velik izziv, vendar v enem skupnem košu, torej ni da govorijo o eni povezanosti, ki ne bi bila kapitalske narave, ne bi bila povezava tako strateške narave in sodelovanja. Sedaj je odgovor malo tako ohlapen, in ga bova potrdil tudi malo Adrian, to bomo pomagal torej pri tem. Zdaj tukaj sta dve možnosti. Prva možnost je, če gre naš model reforme, to, kar smo mi predlagali, ne bo prišlo do tega skupnega koša. Vsaka banka bo ohranila svojo avtonomijo, to pomeni davčna številka ZKB bo še vedno obstajala, premoženje ZKB bo še vedno obstajalo za našo banko, ampak direktiva, ki prihaja z Bruslja, je ta, da kako mi kot banke smo zadruge, kako lahko jačimo svoje premoženje, samo če proizvajamo dobičke in če dobiček gre celoti v premoženje, samo na ta način. In zaradi tega smo izoblikovali en tak koncept, kjer matična družba bo imela pravno obliko delniške družbe. Matična družba bo morala imeti eno premoženje, ki zdaj se govori o minimalni vsoti 1 milijarde. Zdaj, če to cifro bodo znižali, to odvisno od zakonodajalca. In matična družba bo imela možnost iskati drugi kapital na tržišču. 51% kapitala te matične družbe bo v lasti vseh zadružnih bank, 49% te matične družbe pa bo prosto na tržišču. To pomeni, da se bo iskali tuje vlagatelje v kapitale. Premoženje pa vsake banke bo ostalo premoženje, vsaka banka bo ohranila svoje premoženje. Katera je prednost te reforme? Če ena od teh bank bo šla v slabih vodah in premoženje bo nezadostno zakriti svoje potrebe rizičnosti, ki jih ima, v tistem trenutku bo pomagala matična družba s svojim premoženjem, da preide ta banka v eno spet pozitivno. To je ta naš koncept samoreforme, ki smo mi predlagali in zdaj bomo videli, če bo šel skozi.
Jaz mislim, da zadružne banke, če pogledamo našo zgodovino, so bile nobena zadružna banka do sedaj v vseh teh več kot 100 letih ni šla v stečaj. Zakaj? Ker smo se izoblikovali en interni solidarnostni moment, da smo si same zadružne banke krile in prevzele tisto banko, ki je šla v slabih vodah. Ne? In zato do sedaj vlagatelji zadružnih bank so bili vedno 100% povrnjeni vsi. In kot sem prej omenil, imamo še dodatna jamstva, ki druge banke nimajo, zato če pogledam na našo zgodovino, se je našo zadružno gibanje, naše slabe ovčke smo jih sami dali v ta pravo pot. Evo, ali smo jih prevzeli njihovo delovanje s fuzijami, so bile priključene v eno drugo večjo zadružno banko, ki je prevzela delovanje. Zaradi tega, če bo šla skozi ta naša samoreforma, eno določeno avtonomijo bomo ohranili, ampak bomo morali biti uspešni. Evo, to je, če boš uspešen, boš tudi avtonomen. To pomeni, pogodbo, ki jo bomo podpisali z vodilno, z matično družbo, bo proporcionalna tvoji uspešnosti in tvoji rizičnosti. Lahko ti vprašam zdaj kot nas. Kako bomo mi uspešni? Zdaj mislim, prosite. Če imamo obrestne mere, prvič v zgodovini negativne. Med bankami si posodimo obrestne mere negativno. Skupujemo državne obveznice z negativno obrestno mero. Imamo škarje med kupom in pogovarjanjem denar približno 2%, od 1,5 do 2,5%. In praktično, ko vemo, da je rizičnost posojil, praktično zgubljamo 1,5 do 2-3% tudi nekatere banke, 2%. To se pravi, da praktično nimamo, po logiki bi morali, edina logika bi bila, da če imamo negativne obresti, med samo posojujemo in tako dalje, vse to negativno, bi morali imeti tudi negativne davke, negativne plačila uslužbencev in tako dalje. Če jaz se sprašujem, zdaj to uspešnost in tudi potem, če imamo delniško družbo, ki bo morala to investirati, kako bo investirala, če praktično banke ustvarjamo zelo malo dobička. Oziroma, če remo tisti ROE, ko smo nekaj govorili, enkrat je bil 15%, zdaj pa praktično je pri nuli, če je dobro. Prosti, mislim. Ne, hvala Karlo. Morda v enem prejšnjem odgovoru nisem bil dovolj jasen, to je izziv, ki nas čaka. To je nova realnost in s to novo realnostjo se moramo soočati. Kot ZKB lahko rečem, da v teh zadnjih 2 letih smo dobro delali, saj škarje med aktivno in pasivno obrestno mero smo povečali 3-krat več kot ostale banke. In zato, ampak vseeno to je nezadostno, ker vseeno dovolj je, da slabe terjatve preskočijo za 10%, tista tvoja uspešnost v rednem delovanju se takoj izvodoni. Zaradi tega mi smo si zadali en strateški načrt, ki predvideva zelo ambiciozne cilje, da samo z obrestno maržo od klientelo in samo s provizijami od klientele krijemo vse stroške. In medtem, ko prepustimo obrestno maržo vrednostnih papirjev, in tukaj moram povedati, da naša banka ni razprodala v prejšnjih letih svoje vrednostne papirje in imamo odličen portfelj vrednostnih papirjev. Mi, če danes bi prodali vse najbolj donosne, bi realizirali preko 6 milijonov nadvrednosti, ker to nismo naredili v prejšnjih letih in smo ohranili. In mi bomo obdržali to dobro donosnost obresti, ki prihaja z vrednostnih papirjev, zakrit naše slabitve in tako dalje. Če bomo uspešni, to je izziv. Upam, da ja. Me še nekaj, da ne spadamo slabo. Tukaj, Karlo je spostavil torej problematike, ki danes bremenijo celoten bančni sektor in
jaz sem povedal že prej, ko sem govoril o dampiških cenah, ne, to je storitve, ki so zastonj. Mi se trudimo, da dosežemo tisto črno nulo. In da tisto črno nulo jo dosežemo z zelo konservativnimi strategijami. Torej ne, da bi se spuščali v rizične poteze, ker na drugi strani imamo drugo potrebo, ne, ki je, prej smo odgovarjali, torej da ne bomo izkazovali morda kratkoročno lepe številke in potem se bo nekdo pritoževal torej na naše odločitve. Ciljamo na črno nulo sedaj, ne v letošnjem letu, letošnje leto bodo še vplivali vsi ti popravki izredne narave, ki nažalost so izredne narave, so postali skoraj redne narave, ma ne smejo postati, morajo postati torej fiziološke, in to je take fiziološke meje. In tukaj imamo tudi nekaj, imamo vodstvo, imamo tudi nekatere zaposlene, torej kolege, cilj je delati čim bolj učinkovito, imeti izreden pristop, ker smo v izrednih razmerah in jaz ne rečem, da moramo v upanju delati, ker upanje ne pelje daleč, s to zavestjo, da moramo dati veliko več, kar smo dali v preteklosti in bo izkupiček veliko manjši. Morda druge panoge so se tega navadile in sedaj je na vrsti tudi bančni sektor, ki mora se spoprijaziti z novim gospodarskim okoljem. Tako da... Ni odgovor, ki zadovoljiv, mislim, nažalost, ne, če bi bil kakšen... Hvala. Vse, ker imamo vsi iste probleme. Edino, kar se je zgodilo, ta začetek decembra, ker mogoče časopise so zelo malo menili, da je politika imela velik vpliv, ki je odnesla vsem bankam tisti zraven denar, tako da je pokrila, to se pravi, da se znajdemo ne samo s tržiščem, a tudi z inštitut državo, ki praktično vse ki toliko dodatno odredili. Naša banka je plačala 200.000 evrov za te 4 banke, ki so šle v ta Salva banka. Kar zadružne banke ponavadi smo solidarnostno plačali samo za naše zadružne banke. In zdaj smo bili primorani tudi 4 ljudskim bankam tam sredi Italije to pomagati. To je nov sistem, ki prihaja z Evrope. Mi danes delamo, smo zaskrbljeni, mi smo sproščeni, takole je. In jaz bi samo to, da moramo delati pa srednjeročno in upati, da se tudi kaj spremeni na tržišču, ker današnja situacija bi pomenila tudi postaviti pod vprašaj preživetje marsikatere finančne inštitucije. Tako da danes delamo učinkovite, moramo preživeti. Danes ne govorimo o razvoju. Je pa morda skoraj, smo na meji vzdržnosti. Če ni drugih vprašanj, bi tudi to srečanje zaključili z zahvalo obema in predvsem z voščilom, da bodo naslednja leta boljša v smislu, da bomo šli ven, tako banke kot tudi ostali, ven iz te gospodarske krize, ki nas je zares vse nekako prizadela. Jaz se zahvaljujem obema za razpoložljivost in za vse to, kar ste povedali, občinstvu, da je prišlo, poslušalo in aktivno sodelovalo. Pozvabim, da se še ustavite v naši družbi, ker je kozarček vina zmeraj pripravljen in verjetno lahko si še kaj povemo v osebnem stiku.
Bi napovedal še naslednje srečanje, ki bo v četrtek 17. novembra, sicer decembra, oprostite, sicer drugačen argument, bo z nami monsignor Marino Hvalica, ki nam bo povedal eno duhovno misel o letošnjem Božiču in ste vsi prav tako vabljeni. Še enkrat lepa hvala vsem in lep večer in še lepšo noč. Nasvidenje. Pomidelo malo nelle profonde na našo večer. Kaj se smeješ, Ivo?